Dobro jutro. Veliko ljudi se zjutraj zbudi z hudo jutranjo tesnobo, ki sicer kasneje mine, ampak zjutraj je najtežje. In kako težko je potem začeti nov dan, poln veselja, poln energije, namesto tega pa upade naša notranja moč, nimamo miru in se ne počutimo dobro. In zato bi vam v tej vodeni meditaciji rada pokazala, kako že zjutraj lahko se lotite meditacije in kako že zjutraj si lahko olajšate to vašo tesnobo. In če bomo zelo spretni, če bomo večkrat to ponovili, lahko ta tesnoba popolnoma izgine. Preden pa gremo v akcijo, vas vabim, da se naučimo tudi točk za tapkanje, ker bi rada, da jih med meditacijo tudi uporabljate, da bomo res učinkoviti. Začnemo tapkati tukaj na notranji strani očesa. Naslednja točka je na strani očesa, pod očesom, pod nosom, pod usti, ključnica, pod pazduho in na vrhu glave. Še enkrat pokažem. Notranja stran očesa, na strani očesa, pod očesom, pod nosom, pod usti, ključnica, pod pazduho in na glavi. Tako. Zdaj pa vas povabim, da se naslonite nazaj, lahko se uležete, zaprete oči in se mi prepustite. Prav? Naredimo nekaj globokih vdihov in izdihov. Močen vdih in zelo dolg, počasen izdih. Še enkrat vdih in dolg, počasen izdih. Še enkrat vdih in dolg, počasen izdih. In zdaj vas povabim, da daste roke tam, kjer čutite tesnobo. Večinoma je to na prsih, lahko tudi kjerkoli drugje v telesu. In samo začutite, kako je čutiti tesnobo. Brez da se obsojate, brez da jo hočete ta trenutek pregnati ali rešiti. Samo bodite tukaj in zdaj s svojo tesnobo. In danes bomo za spremembo ljubeči do te tesnobe. Ne bomo sovražni. Danes bomo za trenutek pustili strah, kaj je z mano narobe, in bomo samo čutili te občutke tesnobe. In bomo celo poslali ljubezen tej tesnobi. Vem, da se vam zdi čudno, ampak samo zaupajte mi. V tej tesnobi je skrita vaša preteklost. Če ste bili pri zdravniku in če so vas pregledali in če niso našli nobene fizične težje okvare od vas, bolezni, pomeni, da je ta tesnoba na energijskem nivoju. Pomeni, da je v tej tesnobi skrita vaša čustvena bolečina iz preteklosti. Mogoče bližnje, mogoče daljne, mogoče oboje. In zdaj boste za mano ponavljali stavke, in če boste imeli kakršnokoli reakcijo, v smislu solzic, mravljincev, če vam postane vroče, hladno, si dovolite čutiti te občutke in lahko začnete tapkati, tako kot sem vam pokazala. Tapkanje je krasna tehnika, s katero očistimo neprijetne občutke iz telesa. Moja draga tesnoba, hvala, ker si tukaj z mano. Lahko čisto počasi ponovite za mano, lahko v mislih, lahko v polglasno. Moja draga tesnoba, hvala, ker si me prišla nekaj naučiti o meni. Moja draga tesnoba, hvala, ker mi nosiš sporočilo, ki je zelo pomembno zame. Moja draga tesnoba, prosim, oprosti. Ker sem se te hotel znebiti, ker te nisem hotel slišati, ker sem te hotel zanikati, ker sem želel
da ne obstajaš. Moja draga tesnoba, žal mi je. Moja draga tesnoba, rad te imam. Midva bova postala prijatelja in potem boš odšla, počasi, nežno, v miru se bova poslovila. Najprej pa bi rad, da mi predaš sporočilo, ki ga nosiš zame. Tesnoba, ki jo čutite, pomeni, da ste živeli pod stresom. Pomeni, da ste doživljali stresne situacije, ki so bile težke za vas. In ob vsaki taki stresni situaciji se je v vaše telo vtisnil spomin. Poleg spomina pa se je vtisnilo tudi nek občutek, telesni občutek neugodja ali čustveni občutek strahu, napetosti, ogroženosti, občutka manj vrednosti, občutka ponižanja, krivice. In zato nam ta naša tesnoba prinaša sporočilo. Nekje tekom naše poti smo doživeli stresne situacije, ob katerih smo se slabo počutili in ki so nam pustile posledice. In zdaj se preprosto sprostite, čutite to svojo tesnobo in sprejmite sporočilo, ki vam ga ta tesnoba prinaša. Ugasnite vaš logični del uma in samo bodite tukaj in zdaj s svojo tesnobo, s svojimi občutki, brez obsojanja. Lahko še naredimo par vdihov, izdihov. Počasi in izdih naj bo še daljši. Nežno, ljubeče do sebe. Zdaj bodite čim bolj sproščeni. Samo ste tukaj in zdaj in preprosto sprejmite to jutro s tesnobo vred. Sprejmite, da ste na tej točki v življenju, ko vas tesnoba želi nekaj naučiti, ko vam tesnoba prinaša pomembno sporočilo. In to sporočilo je, kdaj in kje v mojem življenju nisem bil sproščen. Kdaj in kje v mojem življenju me je nekaj prizadelo. Kdaj in kje v mojem življenju nisem živela v ravnovesju. In dovolite, da vam prihajajo slike na plano, občutki na plano, stare zgodbe. In če imate reakcijo, preprosto dvignite roko in tapkajte zraven. In dovolite, da se ta čustva izlijajo iz vas. Ker povem vam eno veliko skrivnost. Varno je čutiti. Varno je se tudi zjokati. Tukaj v tišini svoje sobice se je varno zjokati. In varno je čutiti. In varno je dati sebe vse stare občutke. In to lahko naredite samo sami. Nihče drug namesto vas ne more tega narediti. Samo ljubeče do sebe, nežno. Kdaj in kje v mojem življenju
je bilo tako težko, da tega ne bi želel doživeti še enkrat. Kdaj in kje v mojem življenju sem bila ponižana, manj vredna, necenjena, nespoštovan? Kdaj in kje v mojem življenju moje potrebe niso bile slišane? Kdaj in kje v mojem življenju ni bilo dovolj ljubezni zame? In mogoče boste rekli, da je bilo tega veliko. Dovolite si čutiti, lahko zberete eno situacijo iz vsega, kar se vam je zdaj pokazalo. Eno samo izberite. In si dovolite čutiti. Čutiti stare občutke. In naj ti občutki pridejo na plano zdaj. In vi tapkajte na točke, ki sem jih pokazala. Vas bom še enkrat peljala čez te točke in tudi, če se kaj zmotite, nič ni narobe. Včasih se boste navadili. Imejte zaprte oči in gledate v sebi film preteklosti, ki ni bil za vas lep. In začnemo tapkati notranja stran očesa, na strani očesa, pod očesom, pod nosom, pod usti, ključnica, pod pazduho in na vrhu glave. In še enkrat, pri očesu so 3 točke, notranja stran očesa, na strani očesa, pod očesom, pod nosom, pod usti, ključnica, pod pazduho in na glavi. Zdaj si poskusite v mislih zavrteti ta težek film, ki ste ga doživeli, ta pretekli dogodek. Samo pustite, da čustva pridajo z vas ven. Mogoče bo vas strah, mogoče boste žalostni, mogoče boste začeli jokati, mogoče boste čutili kakršnokoli neugodje v telesu, lahko so mravljinci, lahko vam postane vroče, hladno, lahko se vam tudi začne vrteti. Ampak okej je, varni ste. Varno je čutiti. Nič se vam ne more zgoditi. Če pa bi bilo res prehudo, pa lahko stavite in imate spodaj možnost osebnega pogovora z mano ali z osebo iz moje ekipe, pa vam bomo pomagali iti čez ta labirint vaših čustev. Vam bom jaz osebno pomagala. Traž pa lepo nadaljujemo. V tisti zgodbi ste in si predstavljate in poskušate doživeti to neugodje te zgodbe. Ker ta vaša jutranja tesnova je direktno povezana z neugodjem vaših preteklih zgodb. Verjetno ne samo ene, verjetno jih je bilo veliko. Ampak danes lahko naredimo samo eno. Danes lahko samo eno to vašo zgodbo nekako pogledamo z ljubeznijo. Spustimo bolečino iz nje in če boste tapkali in hkrati jokali ali se vam bo karkoli drugega dogajalo, bo ta zgodba izgubila moč nad vami. In ta zgodba ne bo več povzročala vaše tesnobe. Samo gledajte to izkušnjo in si predstavljate, da posijano tako lepo veliko sonce ljubezni v to zgodbo. In to sonce ljubezni spreminja zdaj to zgodbo v nekaj lepega. Prepustite se, naj se samo od sebe zgodi. Vi samo čutite, tapkajte in opazujte, kaj se z vami dogaja. Sonce ljubezni spreminja to zgodbo. Spreminja te ljudi v zgodbi. Spreminja vašo bolečino, vašo občutljivost, vašo ranjenost, čustveno ranjenost. Svetloba iz te zgodbe, svetloba, luč iz tega sončka,
ljubeče zdravi to vašo zgodbo in s tem direktno zdravi vašo tesnobo. To sonce ljubezni, ki si ga lahko predstavljate, ker imate moč domišljije. To sonce ljubezni pomirja to vašo zgodbo, v kateri se je vaša podzavest naučila, da mora biti na preži, da mora biti vedno pripravljena. In zdaj to sonce ljubezni počasi ogreva tudi srca teh ljudi, da tudi oni postanejo ljubeči, topli, spoštljivi, prijazni. Če pa to ne morete, pa si predstavljate, da greste ven iz te zgodbe na en lep kraj. Sonce ljubezni zdravi to vašo zgodbo in s tem zdravi to vašo tesnobo iz sedanjosti. Varno je čutiti. Varno je čutiti. V redu je. Sprejmite sebe, sprejmite svoje občutke. Vse je dobro. Naj iz vas odteče vse, kar vas boli, vse, kar vas teži, vse, kar je hudo in vezano na tisto konkretno zgodbo. Sonce ljubezni posije vsak kotiček tega vašega spomina, v vsak kotiček teh vaših občutkov, v vsak kotiček vašega telesa. In naj iz vas odteče vsa žalost, ker je že zdavnaj mimo. Naj odteče strah, ker je že zdavnaj mimo. In namesto tega začutite ljubezen. Varen sem, varna sem. Mimo je. Mimo je. Draga moja tesnoba, hvala, ker si mi pokazala, kje v moji preteklosti rabim sonce ljubezni, da me pozdravi. Draga moja tesnoba, hvala, ker si me prisilila, da pogledam, kje me še vedno boli in da lahko to spremenim. Draga moja tesnoba, hvala, ker si me zbudila, da sem se začel ukvarjati sam s sabo, da sem začel končno ceniti sebe, svoje srce, svoje občutke, svoje življenje. Moja draga tesnoba, hvala. Hvala, ker si prišla za to, da postanem bolj srečen, bolj miren, bolj ljubeč do sebe najprej. Moja draga tesnoba, hvala ti, da si tukaj z mano in da me pripelješ nazaj k meni domov. Moja draga tesnoba, hvala, da lahko midva skupaj pozdraviva tisto, kar je v meni ranjeno, prizadeto, ponižano, nemočno. Moja draga tesnoba, hvala ti, rad te imam. Prosti, ker te do zdaj nisem slišal. Hvala, rad te imam. Prosti, ker te do zdaj nisem slišal. Moja draga tesnoba, hvala ti. Še vedno lahko tapkate, čutite, procesirate te občutke. Ta video lahko velikokrat ponovite, vsakič se vam bodo nove stvari odpirale. In šli boste globje v ljubezni do sebe. In vaše življenje se bo začelo spreminjati. In preprosto je.
Tesnoba pomeni, da nekje v vaši zgodovini tičijo trenutki, kjer ni bilo ljubezni za vas. In to se je zapisalo v vaše telo. Vaše telo bi rado čutilo ljubezen. Ker mi vsi smo bitja ljubezni. In na nas je, da damo iz sebe te omejitve, ki smo jih doživeli tekom mladih let ali pa kasneje odraslih let. In to naše življenje je čudovito potovanje, kjer lahko dajemo te omejitve ven iz sebe. Zakaj? Zato, da smo lahko živimo svobodno, da smo lahko srečni, da lahko najdemo mir v sebi. In predvsem, da se lahko zjutraj zbudimo in smo veseli novega dne. Zato je tesnoba res naša prijateljica, ker nas ne spusti naprej, dokler ne naredimo tega, da si damo ljubezen. In ne iščimo hitrih rešitev, tabletko ali dve. Čeprav nisem proti temu, da vam zdravila pomagajo, ampak glavna rešitev je to, da se ustavimo, da najdemo sebe, da poiščemo bolečino v sebi in da ji dovolimo, da pride na plano. Zakaj pa ne? Zakaj pa ne bi tudi vi bili svobodni? Zakaj ne bi tudi vi živeli iz navdušenja in veselja, namesto iz strahu in pritiska? Zakaj ne bi dopustili to možnost, da lahko živimo svobodno, da lahko živimo z mirom v sebi? Ker tudi za vas je možno. In tudi, če je bila preteklost še tako težka, jo lahko spremenite. Ne naenkrat, ampak korak za korakom. In s tem spreminjamo tok generacij. Da ne dajemo te teže naprej. Tistim, ki jih imamo najrajši. Posebej pa ne našim otrokom. Dovolite si zdaj, da še enkrat posije tako močno sonce ljubezni. Čez celo vaše telo, čez vse vaše občutke, čez to tesnobo. In verjetno je nekaj te tesnobe zdaj odšlo, je popustilo. Če pa slučajno še je, nič hudega, imejte jo radi. Ponovite to nenavadno meditacijo. Ponovite to dejanje ljubezni do sebe. In če rabite pomoč, spodaj imate priročnik, ki si ga lahko naprintate, da boste lažje razumeli sebe. Imate tudi spodaj v opisu, imate tudi možnost, da se prijavite na pogovor z mano ali z osebo iz mojega tima, z moje ekipe, če želite pomoč pri tej poti osvobajanja sebe. Sicer pa pogumno stopite v ta dan, ker zdaj veste, da tesnoba ni nekaj slabega. Tesnoba je samo sporočilo vašega telesa, da rabi vašo ljubezen. Rada vas imam in želim vam čudovit dan. In se spet vidimo v naslednjem videu.